sta, kam greta? Ja, mi da smo fircologa, prišla sva na ogled Celjskega gradu. Fircologa! Moje ime je Parsifal Gobčni. Moje ime je Peter Grozni. Dovoljeno vam je vstopiti. Kar za menoj? Kaj pa vi, da počnete na tem gradu? Vitez Peter je eden od vitezov gospoda grofa Hermana II. Celjskega, jaz sem pa kastelan ali oskrbnik tega gradu. A lahko poveste kaj o sebi? Vitezi smo najnižja oblika plemstva in smo vojska. Prepoznate nas zmerom po oklepu, naše orožje je pa meč v obliki križa, rezerviran striktno za plemstvo, se pravi vse od viteza do cesarja. Če si bil navaden vojak, pa so te dobili z mečem, gre glava. A nam lahko poveste kaj v Celjskem gradu? Celjski grad je največja trdnjava v Sloveniji, kar 5500 kvadratnih metrov in je dom ene najpomembnejših rodbin, ki je živela v času srednjega veka na območju Slovenije. To so pa moji gospodje grofje in pa knezi celjski. Iz te dinastije prihajajo tudi dve kraljici. Prva je bila nečakinja Hermana II. Celjskega, Ana Celjska, ki je postala poljska kraljica. Druga je bila Hermanova najmlajša hči, Barbara, postane pa kar trikratna kraljica Madžarske, Nemčije in pa Češke. A je ta grad znan po kakšnih zgodbicah? Ne zgodbicah, ampak po eni zelo, zelo lepi, v bistvu eni največjih ljubezenskih zgodb iz Evrope. To je bila pa ljubezen med Friderikom in Veroniko. Prva žena Friderika Celjskega, Elizabeta Modruško-Krška, umre in manj kot leto za njo se Friderik ponovno oženi z hčerko navadnega viteza, se pravi z damo Veroniko Deseniško. Problem te poroke je bil, da rodbina ne dobi nič ozemlja. Njega zaprejo v ta velik stolp, tukaj od zunaj še danes poznan kot Friderikov stolp, Veroniko zaprejo pa v grad Ojstrica pri Taboru. Herman hoče, da bi se Friderik ločil od Veronike, ampak Friderik tega noče in Herman si domisli, da bi dal Veroniko pred cerkveno sodišče in jo obtožil čarovništva. Ampak cerkveno sodišče Veroniko kar dvakrat proglasi za nedolžno. Kako rečete temu nadstreško? Temu mi rečemo mostovš, je pa idealno nared, da lahko v takem slabem vremenu hodiš pod streho in gledaš iz obzidja, če kjer nasprotnik pride slučajno notri v grad, v tale osrednji del, ki je pa zgrajen za obrambo. Povezuje pa tale Pelikanov stolp, pa tale Bergfried na vrhu, ki ga mi imenujemo Friderikov stolp. A tam je bil Friderik zaprt? Ja, res je. Zdaj bomo pa naredili en varnostni obhod gradu. Ampak kaj niso te 3 zvezdice tudi na registrski tablici od Celja? Ja, danes res je, ampak v mojem času so pa to grbi, ki predstavljajo družino. In mogoče lahko tule, če pogledamo, vidimo, da se je grb zamenjal. Prvotno svobodna gospoda žovneški imajo grb rdeča bruna na srebrni podlagi. Ko pa Friderik I. Celjski prevzame Celje, se odpove svobodni gospoščini, s tem pa tudi zamenja grb. Od takrat naprej Celjski nosijo grb 3 zlate zvezde na plavem polju, do Friderika in Ulriha, ki imata pa kombiniran grb. A ta gospod piše knjige? Ne samo knjige, gre za grajskega pisarja. On je pisal predvsem dokumente za grofe in pisal je tudi o njihovem življenju, se pravi kroniko. A tako so pa nekoč živeli? Tako so se nekoč kratkočasli. Moški s kakimi družabnimi igrami, dame z kakim branjem, kakim vezenjem. A je bilo življenje na gradu težko? Za gospode ne, za ostale pa odvisno, no, koliko je imel dela pa kak položaj je upravljal. Življenje na gradu je bilo tudi kar pestro, 60 vojakov rabi grad, da se ga obrani. Ostalo je bila pa, bom rekel, spremno osebje. No in ko smo ravno pri vojakih, tudi na gradovih smo šolali bodoče viteze. Z 8 leti si lahko postal paš in kot paš si se začel učiti najprej lepega vedenja, kasneje si postal oproda, če si bil iz premožnejše družine, si že dobil tudi svojega konja, del svojega oklepa, tudi boril si se že in če si se izkazal, so pa te pol gospoda lahko tudi pozdignili v viteza. A nam lahko pokažete, kako ste se včasih mečevali? Vete, tak.